Spoštovani plavalke, spoštovani plavalci, spoštovani predsednik, gospod Miran Kos, ki je seveda bistveno več kot samo predsednik plavalnega kluba Fužinar, spoštovani gostje, gospod Gabrovec, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, ter tudi vsi drugi izbrani gostje, starši in so tudi vsi ljubitelji ter prijatelji plavanja. Torej lep pozdrav na tej lepi prireditvi ob 70. obletnici organiziranega plavanja na Ravnah. Lahko samo delno ponovim to, kar je Darja že povedala, plavanje ima na Ravnah velik pomen v več vidikih, predvsem v vidiku tega, da imamo izjemno dobro plavalcev, da smo imeli izjemno dobrih plavalcev na Ravnah, veliko jih je danes tudi tukaj in tega seveda se lahko najbolj veselimo. Poleg tega, da ste vi dobri plavalci, pa je seveda ta infrastruktura, ki jo je izgradila občina, takrat še pod tudi danes prisotnega župana gospoda Večka, da je občina sprejemala pravilne odločitve skupaj z veliko podporo države, torej z infrastrukturo sledila vašim uspehom, sledila vašim ambicijam, ter uspela seveda zanimirati tudi gospodarstvo, že omenjeno Železarno Ravne, Mati Fabriko, tudi druge družbe, Petrol Energetiko in druge pomembne družbe, ki bo potem najbrž več spregovorile same, da je lahko plavanje na Ravnah tako uspešno. Danes smo lahko ponosni na marsikaj, med drugim na 3 olimpijce, ki sestavljajo četrt slovenske reprezentance v plavanju, ki odhajajo 5. avgusta na olimpijske igre v Riu in bodo seveda predstavljali tako Republiko Slovenijo kot tudi Ravne. Upam, da se bomo zbrali na podobnem sprejemu in morda proslavili kolajno, računamo na Damirja Dugoniča, ki je najbrž tudi tukaj, ampak ga ne vidim. Ampak če tudi ne, se veselimo seveda tudi manjših uspehov in bomo seveda živeli ter navijali skupaj z našimi plavalci. Čestitam torej vsem generacijam plavanja, ki ste prispevali k temu, da smo danes, ker smo, mnogi ste tukaj. Tudi po današnji prireditvi se pravzaprav vidi, kako dobro organizirano, kako močno je plavanje na Ravnah. Hvala vam tudi za to prireditev, ne samo za 70 let uspešnega delovanja. Hvala vam za vso delo z mladimi. Vsak dan v na velikem bazenu seveda ogromno mladine dela obrate, preživlja svoj čas v plavalnem bazenu, v športu, kar lahko samo pozdravimo. Torej čestitka in pa zahvala vsem, predvsem pa vašemu ne samo predsedniku, gospodu Miranu Kosu, ki je pravzaprav za moje pojme alfa in omega plavanja na Ravnah, ni samo predsednik kluba, dal je vse faze pomembne v plavanju skozi, bil je vrhunski tekmovalec, bil je oče plavalke, bil je predsednik ne samo plavalnega kluba Fužinar, tudi Plavalne zveze Slovenije. Torej Miren, resnično hvala tebi, da boš pustil ta zelo velik pečat svojega aktivnega obdobja na Ravnah v razvoju plavanja, ter mnogim vam, seveda in tudi prihodnjim generacijam omogočil, da ste bili in da boste ali da bodo vaši otroci tudi vrhunski plavalci. Ta most med občino in plavalnim klubom ter gospodarstvom bomo držali še naprej. Prišli so že težji časi, časi se izboljšujejo, tako da verjamem, da bomo lahko v prihodnje še boljše, še bolj uspešno sodelovali. Kot rečeno, občina je zgradila že 3 bazene, morda bo še v prihodnosti kakšnega, prihodnosti je negotova, ne vemo, pustimo se presenetiti. Skratka, ena velika čestitka plavalnemu klubu Fužinar, vsem generacijam, ki ste bili plavalci, vsem aktivnim plavalcem, velika čestitka, zahvala in pa kot rečeno, veliko dela še naprej pod taktirko gospoda Mirana Kosa ali koga drugega, ker vas je seveda več, ki delate v plavanju. In pa zahvala so tudi vsem zdajšnjim plavalkam in plavalcem in tudi staršem, ki seveda držite pomembno štango razvoju plavanja na Ravnah. Čestitka vsem ob 70-letnici.
lepa, Darji, za prijazne besede. Iskrena hvala gospodu županu, predsedniku Olimpijskega komiteja, za izrečene, z ene strani bolj glasne besede, z druge strani tiše, ampak verjamem, da iz srca. Jaz se vnaprej opravičujem, upam, da ima vsak od vas pripravljeno pijačo, kajti poklicno sem deformiran, kot pravnik veliko govorim, kar je včasih, ne narobe razumeti, boljše kot pa krajše pa pametno govoriti. Torej, leta 1946 je bila v okviru športnega društva Fužinar ustanovljena plavalna sekcija. Logično je torej, da zaradi malo pred tem končane druge svetovne vojne sklepamo, da so pričetek gradnje plavalnih temeljev na Ravnah krivi partizani. Upam, da mi gospod Janša ali pa še kdo ne zameri, ampak socializem in komunizem nista bila kar počez slaba. Ustanovitev plavalne sekcije ni bila naključna, ampak plod razvijajočega plavanja se od leta 1933, ko so se prebivalci pričeli kopati v letnem kopališču ob Suhi. Leta 1965 je bil zgrajen zimski bazen, 25-metrski bazen pod poseko, ki je omogočil celoletno vadbo in omogočil je vadbo v topli vodi. Za toplo vodo je že takrat skrbela mama Fabrika. Plavalna sekcija se leta 1966 preimenovala v plavalni klub Fužinar. Leta 2005 smo zgradili olimpijski bazen, ga leta 2006 pokrili z balonom in s tem pridobili v mojih očeh najlepši bazen na svetu in omogočili nesluten razmah števila vadečih otrok in kvalitete. Nažalost pa mnogim povzročili tudi precej sivih las. Športni objekti so temeljni pogoj, ki omogoča vadbo, seveda pa zgolj obstoj objekta ni zadosten pogoj za razvoj kvalitete in številčnosti. V mojih očeh je zato potrebno izpolniti več predpogojev. Poleg že omenjenih objektov so pomembni, najbolj pomembni otroci, ki se odločajo za šport. Njihovi starši, ki jim ob tem nudijo podporo, vrhunski z vidika stroke in razumevanja mladih trenerji, dobra organizacijska upravljavska struktura kluba, dobri odnosi z lokalno skupnostjo ter zadosti sponzorjev in donatorjev. Vsi navedeni pogoji so med seboj prepleteni, medsebojno so odvisni. Če imaš objekt, omogočiš v njem vadbo. Če športniki vadijo pod vodstvom strokovno podkovanih trenerjev, bodo hitreje dosegali boljše rezultate. Več bo športnikov z dobrimi rezultati, več otrok jim bo želelo slediti. S povečevanjem števila otrok, z dvigom njihove kvalitete, se povečajo tudi stroški delovanja posameznega društva. Več je tekmovanj, zahtevnejša in dražja so, izvajati je potrebno priprave, spremeniti kdaj pa kdaj okolje in tako dalje. Da pokriješ vse te stroške, je potrebno vzpostaviti zadostno mrežo sponzorjev, donatorjev, pridobiti čim več javnih sredstev, obremeniti je danes nažalost nujno tudi starše s plačevanjem članarin, vadnin, opreme in posameznih tekmovanj. Da pa vzdržuješ vso prepoznavnost, organizacijske, sodniške in druge sposobnosti, je potrebno včasih organizirati tudi tekmovanje. Poleg dobre volje in zaupanja staršev so dobri rezultati, njihova prepoznavnost, dobra organiziranost in vpetost prijateljev športa v družbeno okolje temeljni predpogoj za polnjenje žakla, finančnega namreč, se strani tudi javnih virov, kot strani sponzorjev in donatorjev. Kako v klubu funkcioniramo? Organizirani smo na način, da klub vodi upravni odbor, sestavljen iz 9 članov, ki predstavljajo različne dele kluba, kot so sponzorji, sodniki, predstavniki staršev, trenerjev, sekretarka, predstavnik tehničnega sektorja, predsedujemo predsednik, ki ima svojega podpredsednika. V klubu deluje tudi izvršilni odbor, ki je zadolžen za izvedbo vseh opravil, kot so organizacija tekmovanj, potovanj, nabava opreme, izvajanje različnih popravil na bazenu in tako dalje. Klub pa ima tudi odbor staršev in strokovni odbor, ki ga sestavljajo trenerji.
kako se financiramo oziroma kako nam uspe zagotoviti cirka 250 000 evrov, koliko približno znaša naš letni proračun. Približno 50% sredstev pridobimo na podlagi sponzorskih in donatorskih pogodb. Približno 10% sredstev, cirka 25 000, v letošnjem letu 30 000 oziroma 31, pridobimo iz občinskega proračuna občine Ravne na osnovi letnega programa športa. Približno 5% sredstev pridobimo strani Plavalne zveze Slovenije. 20% sredstev zagotovijo s plačevanjem članarin, vadnin, opreme in tekmovanj starši. 15% pa zagotovimo sami z izvajanjem plavalnih tečajev varstva otrok. Občina Ravne in Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti zagotavlja pokrivanje pretežnega dela stroškov bazena. K pokrivanju stroškov bazena smo tudi plavalci v preteklih 4 letih prispevali praktično naš celoletni občinski prihodek in tudi sicer plavalci sodelujemo pri vzdrževanju bazena, pri ohranjanju njegove kvalitete v skladu s potrebami, ki se pač pojavijo. Za starše predstavlja izvajanje vseh organizacijskih del, drugih opravil ob delovnih akcijah, plačevanje članarin, opreme in podobno, velik zalogaj. Ob tem naj poudarim, da veliko staršev plavalcev in nekdanjih plavalcev pomaga vsak v skladu s svojimi zmožnostmi, tudi potem, ko njihov otrok že preneha z aktivnim plavanjem. Sponzorji in donatorji poleg vsega navedenega zagotavljajo obstoj in razvoj plavanja na Ravnah. Upam si reči, da imamo srečo, da se ukvarjamo športom na Ravnah, železarskih Ravnah. Železarna Ravne je, hvala Bogu, od nekdaj močno vpeta v razvoj, širitev in razcvet Raven. Odgovorni ljudje v železarni so vedno skrbeli za razvoj prometne, energetske, bivanjske, kulturne in seveda tudi športne infrastrukture. Njihovi možje so skoraj vedno predstavljali tudi vodstvo posameznih športnih društev. Nekdanja generacija akterjev, upam si trditi, železarne Ravne, so svojim sodelavcem in občanom privzgojile precejšen obseg družbene odgovornosti in to tako močan, da so tudi novodobni lastniki in njihovi vodilni po podjetjih spoznali, kako pomembno je pomagati kraju, občanom z zagotavljanjem dela ter sredstev, kulturi in seveda športu. Spoznali so, da dobri in zadovoljni delavci predstavljajo okostje njihovega poslovanja. Poleg nekaterih staršev, aktualnih ali bivših plavalcev, naj omenim samo nekatere. MG Rohr, Hermine Veh, Mehanizacija Miller, družina Hansman. To je samo nekaj drugih sponzorjev, poleg že prej navedenih družb železarne Ravne, kot jo radi imenujemo še dan danes. Petrol Energetika, Metal Ravne, Nožje Ravne, Akersvali Ravne, sedaj tudi združene družbe sistemske tehnike nožev in pa Serpe kot Ravne Systems, so vedno pomagale in pomagajo plavanju na Ravnah. Najbolj sta bili v preteklosti vpeti v spremljanje plavanja Metal Ravne in pa Petrol Energetika Ravne, ki sta poleg denarnih prispevkov vedno prisotni tudi z idejami, z realizacijo idej in sicer zaradi najbolj racionalne izrabe odpadnih toplotnih vod proizvodnega procesa v družbah železarne Ravne. Športni zavod in seveda tudi bazeni to s pridom izkoriščajo. Z vsemi aktivnostmi vedno soglašajo tudi njihovi lastniki, družba SI in Petrol DD iz Ljubljane. V klubu se zavedamo, da naša vloga ni samo športna izobrazba otrok, temveč predvsem delna vzgoja otrok v smislu vztrajnosti, kolegialnosti, poštenosti, pripravljenosti pomagati v smislu učenja, kako prenašati poraze in proslavljati zmage. Naša vloga je tudi aktivno sodelovati pri ohranjanju kvalitete bazenov, pri razvoju športne politike v občini in državi. Naša vloga je nuditi delavcem družb, ki nas podpirajo in njihovim otrokom cenejšo vadbo, udeležbo na raznih prireditvah, druženje športnikov z delavci, pogovori z njimi in tako dalje. Zavedamo se, da nobena družba, ki nam pomaga, zaradi tega ne bo prodala več, kot bi sicer. Skratka, zavedamo se, da njihovi motivi v osnovi niso tržni, morda posredno tržni. Prepričani pa smo, da jih preveva zavest po nujnosti nudenja pomoči za organiziran način vadbe otrok, njihovo vzgojo,
povratno nudenje znanja in izkušenj športnikov družbam in njihovim zaposlenim ter občanom. Ni iz trte zvita trditev, da je šport odlična šola za življenje. Šport nas uči, da se zavedamo, da brez dela ni rezultatov, da moramo biti za doseganje rezultatov vztrajni, včasih trmasti, da si znamo postavljati cilje, se znamo boriti na športen način, da spoštujemo nasprotnika, da jih ne podcenjujemo ali zaničujemo, da smo se pripravljeni vedno znova in znova učiti, izmenjavati izkušnje in da znamo prisluhniti učiteljem. Ne velja za vse, velja pa za večino, da so športniki v življenju bolj iznajdljivi, pogumnejši, ciljno usmerjeni, sproščeni, zdravi, nepopustljivi in prizadevni. Zavedam se, da izrečeno velja za večino športov, prepričan pa sem, da za plavanje še posebej, kajti plavanje je eden najtežjih športov. Aktivni plavalec mora preplavati ogromno kilometrov, tudi do 15 na dan. To je skoraj več, kot pretečejo srednje prograši atleti. V vodi morajo preživeti plavalci do 5 ur na dan. Z vadbo pričnejo v 5:30 zjutraj. Poleg vodne vadbe morajo nujno izvajati tudi fitness vaje. V bazenu, ko športnik tekmuje, je vsak sam, odločajo stotinke, ne more se zanašati na pomoč soigralcev, vse napore je potrebno preživljati osamljen v vodnem objemu. Pa naj še kdo reče, da iz dobro predelanega jekla, sestavljenega iz najboljših materialov, izpostavljenega najhujšim, največjim preizkušnjam, ne bo nastalo najboljše jeklo. In podobno je tudi pri ljudeh, še posebej pri športnikih. Pogosto življenje športnikov primerjam življenjem zaposlenih v družbah bivše železarne, ki večinoma delate v težkih razmerah, nevarnem okolju, izpostavljeni ste vročini, mrazu. Verjamem, da vas je veliko danes med nami, ki ste ali ste bili deležni opisanega krutega življenja. Verjamem, da tudi zaradi izkušenj z delom in življenjem nasploh niste mevže, znate biti dobre volje, da ste pripravljeni soljudem pomagati, niste zavistni in ne osrečuje vas nesreča bližnjega soseda. Zakaj tako mislim? Veliko vas poznam. Poznam delo v železarni Ravne in poznam, da ste vpeti v ravenski šport. To vem tudi zato, ker so otroci v športu. Najbolj pač poznam plavalce, ljudje dobrega značaja, pridni, borbeni, pošteni, vztrajni in to kljub hudimano težkim treningom. In otroci so takšni tudi zaradi značilnosti svojih staršev. Če vas torej ne bi prejavljale odlične lastnosti, se tudi v klubih ne bi mogli vedno znova in znova hvaliti z uspehi naših plavalk in plavalcev ali z uspehi drugih ravenskih športnikov. Cenimo prizadevno delo v drugih klubih, podpiramo jih in vsem želimo uspešno delo. Ker pa smo zbrani zaradi plavanja, dovolite, da naštejem nekaj najbolj odmevnih doseženih rezultatov naših plavalk in plavalcev v bližnji preteklosti, v zadnjih 7 letih. No ja, ni odveč omeniti, da je naš prvi državni rekorder bil postal Brane Breznikar, danes poznani uspešni zdravnik, kirurg in eden najboljših triatloncev na svetu. Prvi državni rekorder in tudi prvak je postal Darko Zavrl. No, tako se je začelo z medaljami in rekordi. Danes pa nekaj statistike. Od leta 2900 naše plavalke in plavalci na državnih prvenstvih osvojili 1159 medalj, od tega polovico zlatih. Odplavali so več kot 150 državnih rekordov. Udeležili so se mediteranskih iger, evropskih svetovnih prvenstev, za kadete, mladince in člane, univerzitet in seveda olimpijskih iger. Osvojili so naslove evropskih kadetskih, mladinskih in članskih prvakov in Damir je odplaval evropski rekord. Damir je osvojil tudi medalje na svetovnih prvenstvih. Tjaša Odrova je postala svetovna mladinska prvakinja. Že drugič, kot smo že danes slišali, imamo na olimpijskih igrah 3 naše plavalke in plavalca. Damir je večkrat osvojil naslov ameriškega študentskega prvaka. A veste, ko o naših rezultatih govorim s prijatelji, marsikdo tega ni slišal, zato ni vedel. Marsikdo temu ne verjame. Največkrat čujem pripombo,
Pa se to ni mogoče. V Zabačenih Ravnah imate tako dobre športnike. Ja, pa je. V Ravnah nismo zabačeni, smo najboljši in smo udarni ljudje. Danes ravenske plavalke in plavalci sestavljajo skoraj polovico vseh reprezentantov v Sloveniji. Poleg najbolj izkušenih Damerja, Tjaše, Gaje, Šeglove, Jamškove imamo največji nabor potencialno tudi bodoče uspešnih plavalk in plavalcev. Imamo po mojem mnenju najbolj talentirano plavalko Slovenije v vsej svoji zgodovini. In imamo cilje. Želimo postati svetovni prvaki in olimpijski prvaki ali pa vsaj medalisti na olimpijskih igrah. Trdno verjamem, čeprav se marsikomu to zdi iluzija, da smo tega sposobni. Ne bo lahko, smo pa zmožni. Ravensko plavanje je torej prežeto s tradicijo. Nastanek, razvoj, preživetje in današnji razcvet so nam omogočili seveda ljudje, ki so delali v klubu. Trenerji, plavalci, prijatelji, ki so klubu pomagali na kakršenkoli način. Veliko jih je bilo, vas je, ki ste oziroma pomagate sestavljati plavalni mozaik Raven. S tem mislim na vse plavalke in plavalce, vse trenerje, vse predsednike kluba, vse odbornike, vse starše, lokalno skupnost, sponzorje in donatorje. Preveč čas je, da bi zaslužne naštel, čeprav bi si to zaslužili. Imam pa čas in prav je, da se vsem navedenim iz srca zahvalim za pomoč pri razvoju plavanja na Ravnah nekdaj in danes z veliko željo, da bi tudi v bodoče bilo vsaj podobno. Zato, spoštovane občanke in občani Raven, dragi prijatelji plavanja, plavalke in plavalci, starši, cenjeni trenerji, nekdanji odborniki, zato, ker smo prepričani, da vsi ne veste, kaj počnemo, kako to počnemo, kakšne rezultate dosegamo in ker smo prepričani, da vam premalokrat nudimo možnost, da bi se skupaj poveselili uspešnih nastopov, smo se odločili, da je na današnji večer priložnost, da to prisežemo, se vam podrobneje predstavimo in morda pričnemo z drugačno prakso. Naj bo to vaš večer, kajti plavalci smo del vas, zaslužite si tovrstnega praznovanja. Iskrene čestitke in zahvala vsem ob častitljivem jubileju plavalnega kluba Fužinar Ravne. Hvala.
vodstvo plavalnega kluba Fužinar. Pot do uspeha vsakega vrhunskega športnika je dolga in strma, polna različnih ovir. V skupini SI in družbi Ravne Systems se s koroškimi plavalci znamo poistovetiti. Tudi mi se vsakodnevno srečujemo z različnimi izzivi, ki jih premagujemo z vztrajnostjo, disciplino, delovnimi navadami in zagnanostjo. Zavedamo se, da so le te ključne za doseganje uspehov in da z njimi lahko preskočimo ali preplavamo vsako prepreko. Veseli smo, da kot sponzor plavalnega kluba Fužinar prispevamo k razvoju lokalnega okolja in vam čestitamo za dosedanje dosežke. Vredni so vsega spoštovanja. Verjamemo, da boste tudi z našo pomočjo ohranjali dobro ime kluba, njegove člane pa popeljali do novih zmag na največjih tekmovanjih. Čestitamo. Hvala. Jaz pa zdaj ob tej priložnosti vabim še vodjo oziroma gospoda Kosa pa sodelavca, da klubu podarimo eno manjše darilce. Pozdravljeni, gospod spoštovani župan, gospod Gabrovec z Olimpijskega komiteja, Miran Kos seveda in vsi ostali danes prisotni. Nimam več kaj dodati, mislim, da že vsi komaj čakate, da se slikamo in da gremo naprej s programom. Tako da zelo na kratko čestitke za vse uspehe do sedaj v 70 letih. Kot je Miran rekel, manjka še svetovni prvak in prvakinja olimpijska medalja, tako da čez 10 let, ko se spet takole srečamo, nam bo pa že zmanjkali želja, tako da srečno. Drage plavalke in plavalci, spoštovani predstavniki kluba, v imenu poslovne skupine Petrol in še posebej v imenu Petrola Energetike vam ob današnjem slavnostnem dogodku iskreno čestitam. Iz našega koroškega okolja izhajata vaša jeklena volja in nepremagljiva vztrajnost. Vaše dolgoletno izjemno uspešno delo in vaši rezultati so prepoznavni širom po svetu. Ponosni, res ponosni smo na vas. Vaša energija motivira, navdihuje, naša Petrolova energija pa nas povezuje, vas greje, in zato smo posebej ponosni, da smo del vaše uspešne zgodbe. V letošnjem olimpijskem letu, ki pa je tudi leto vode, vam želimo veliko dobrih rezultatov in prepoznavnih nastopov. Čestitamo še enkrat. V imenu Športne zveze Ravne na Koroškem bi rad klubu čestital ob tem lepem jubileju. Klub ni najstarejši na Ravnah, je pa gotovo najuspešnejši. Ob tem bi rad izrazil samo dve misli. Prvo misel za gospoda Gabrovca, da bo pomagal, da bo tudi država začela plačevati za regijske in panožne centre, s tem bo tudi dosti lažje. Kot drugo pa bi pozval vse trenerje plavalnega kluba, da potem, ko bodo naučili v generaciji vse otroke plavati, naučijo plavati še oblake, da bo ti oblaki zginili in da bo prihodnost vsega športa na Ravnah lepša. Prosim, Miran. Hvala lepa. Če je še kdo, ki bi želel karkoli izreči, so še družina Oder. In ne, Odrovi so na začetku, potem so pa vsi ostali od zadaj. To boš pa ti povedal. Spoštovani gostje, spoštovani plavalci, trenerji, starši, spoštovani predsednik plavalnega kluba Fužinar, gospod Miran Kos. Naj moj nagovor začnem z naslednjo mislijo.
Vsak ima svojo osebno legendo. To je vse, kar si želi človek od nekdaj uresničiti in jo prebrati v pesku časa. V mladosti vsak od nas natanko ve, kaj je njegova osebna legenda. Ko smo mladi, ko imamo pred seboj jasno postavljen cilj, se nam zdi vse preprosto, vse uresničljivo in nas ni strah sanjati in želeti. Zakaj na tem svetu obstaja velika resnica? Da se je tvoja volja, kdorkoli že si, karkoli počneš, česarkoli si zares želiš, porodila v duši stvarstva. Tvoja želja je tvoje poslanstvo na tem svetu in uresničitev osebne legende je človekova edina dolžnost. In če si nečesa že res želiš, vse stvarstvo stremi k temu, da bi se ti sanje uresničile, spoznaš nauke, ki si se jih naučil na poti k sanjam. Miran in pri tem te vodi srce, široko in prijazno. V njem je dovolj prostora za srečo in žalost, smeh in jok, za zmage in poraze. Takrat je uresničena osebna legenda, tudi tvoja, Miran. In v mozaiku tvoje osebne legende smo tudi mi, tvoji prijatelji, sodelavci, predvsem pa vsi plavalci mnogih generacij plavalnega kluba Fužinar pridali svoje kamenčke v mozaik legende, tvoje, Miran, in celotnega plavalnega kluba Fužinar. In zakaj? S svojo jasno začrtano potjo ti je uspelo naš plavalni klub dvigniti na najvišje mesto v Sloveniji, kar v množici dejavnosti ni samoumevno. Zatem je ogromno požrtvovalnega dela, veliko potrpljenja, predvsem pa srčnega pristopa do vseh deležnikov v našem klubu. Vsi starši smo še posebej ponosni na dejstvo, da so naši najboljši plavalci, tudi najboljši dijaki, najboljši študenti, prizadevni tudi pri svojem izobraževanju, za kar si kot predsednik najbolj zaslužen ti. Vedno si poudarjal tudi drugo plat, to je izobrazba. In naši plavalci so izjemno uspešni tudi na tem področju. Prav to je še ena naložba za prihodnost mladih. Spoštovani gospod Miran Kos, uresničitev tvoje osebne legende je uresničitev ciljev plavalnega kluba Fužinar in upam si reči tudi plavanja v Sloveniji. V imenu vseh dosedanjih generacij plavalcev, trenerjev in staršev se ti iskreno zahvaljujem za to izjemen pristop in način dela v našem klubu. Miran, pa še nekaj, tudi olimpijska medalja bo prišla na ravne. Nekaj malega, ne vemo točno kaj. Seveda na tem mestu ne morem mimo tega, ti čestitam tudi v imenu podjetja Hermine Veh. Obljubljam, da bomo plavalnemu klubu še dolgo stali ob strani. Pa pravijo, da smo odvetniki brez srca, Gano si me, pa tek vele kot si, pa neroden kot zgledaš, pa tek znaš lepo govoriti. Igor, najlepša hvala tudi vsem. Jaz bi pa vendar lepo poudaril, imam čast, dolžnost in ponosen sem, da sem lahko predsednik tega kluba. Danes pa klub praznuje nemiran in klub je uspešen zaradi tega, ker smo relativno uspešno uspeli združevati, povezovati vse člene v verigi neke organizacije, ki mi pač pravimo plavalni klub Fužinar Ravne. In vsak člen v tej verigi je nad vse zaslužen za to. Upam, da bo veriga dolgo držala. Najlepša hvala.